Avtomatizacija in delegacija dela je v poslu nujna, če želimo rasti. V tem videu ti predstavim, kdaj lahko avtomatiziraš in kdaj delegiraš. Avtomatizacija in delegacija dela pa ni samo nujna za rast svojega brenda, ampak je zelo pomembna tudi zato, da se ti znebiš del, ki niso najbolj mogoče ti dajo energije in tako pridobiš več energije, ki jo lahko potem vložiš za svoje stranke, kar pomeni, da bodo tudi stranke veliko bolj zadovoljne. Dajmo najprej razjasniti, kaj je sploh avtomatizacija. Z avtomatizacijo imamo v mislih, da avtomatiziraš vse procese in to s pomočjo tehnologije. Zdaj, tehnologija ni nikoli ampak je lahko zelo fajn orodje, ki ti pomaga pri različnih procesih svojega dela. Na drugi strani pa imamo delegacijo, torej da predamo neko delo drugi osebi. To so predvsem dela, ki ni nujno, da jih narediš ti osebno kot podjetnik oziroma lider v svojem brendu, ampak jih lahko nekdo drug naredi zate. Zdaj, kako se pa lotiti tega celotnega postopka? Svetujem ti, da najprej greš pogledat, kaj se da v tvojem poslu avtomatizirati. Torej, kaj lahko avtomatiziraš s pomočjo tehnologije? Katere sisteme mogoče lahko poenostaviš, da jih avtomatiziraš? To so lahko vse od pošiljanja mailov, če imaš mogoče spletno trgovino, potem je lahko avtomatizirano, da se pošljajo avtomatski računi, da se ob zaključku naročila pošljajo tudi tam maili. Če ponujaš neke freebije oziroma brezplačno gradivo, da se v tem primeru avtomatsko sproži tudi mogoče neka sekvenca mailov. Lahko imaš tudi avtomatsko sekvenco mailov dobrodošlice za vse nove, ki se prijavijo na tvojo mailing listo. Lahko imaš avtomatizirane procese, ki ti zapisujejo recimo iz ene tabelice v drugo, ko se nekaj zgodi in tako naprej. Skratka, avtomatiziraš vse, kar je možno in pri tem izkoristiš tehnologijo. Kar se ne da avtomatizirati, ker pač mora to narediti mogoče človeška roka in ne rabi biti nujno, da izvedeš to ti osebno, pa je fino, da delegiraš oziroma si poiščeš pomoč. Zdaj, lahko je to zunanja pomoč kot nek zunanji izvajalec, lahko je pa to pomoč v stilu, da zaposliš novega zaposlenega v obliki mogoče kakega asistenta ali kaj podobnega. Delegiraš pa potem vsa dela, ki jih ne moreš avtomatizirati, ki morajo biti narejena. To je zelo pomembno, da se vprašaš, ali je neko pravilo sploh mora biti narejeno. Mogoče se nam včasih zdi zelo nujno, pa hitro ugotovimo, da sploh ni nujno, tako da ga lahko črtaš. Ampak če je nujno, potem se vprašaš še, ali potrebuje res tvojo osebno pozornost. Če je odgovor ne, potem delo predaš oziroma delegiraš. Zdaj, kaj vse lahko delegiraš? Delegiraš lahko recimo, da ti nekdo pomaga pri grafičnem oblikovanju, potem pri postavitvi in urejanju spletne strani kot neki tehnični asistent, pomočnik, oblikovalec, karkoli želiš poimenovati. Potem lahko delegiraš delo za recimo računovodstvo in tako naprej. Skratka, delegiraš torej vsa dela, ki jih ne moreš avtomatizirati, ki so nujna, da so narejena in ne potrebujejo tvoje pozornosti.